Kako pa vpliva sama bolezen multipla skleroza na partnerski odnos? Ja, pri tem gre za neko težko, neugodno življenjsko okoliščino, ki tako kot tudi druge negativne stvari, ki se nam zgodijo, v bistvu predstavljajo nek preizkus za partnerski odnos, ne. V tem današnjem tempu pa načinu življenja je partnerski odnosi so že tako in tako oteženi, a ne, potem ko se pa doda še to, a ne, se pravi še bolezen, še omejitve glede zdravja, omejitve za zdravljenje, obiski zdravnikov in pa številne motnje, med drugim tudi motnje na področju spolnosti, a ne, ki se pojavljajo pri multipli sklerozi, pa se o njih ne govori tako veliko, a ne. Vse te stvari seveda zelo vplivajo na partnerski odnos, a ne. V kolikšni meri bojo vplivali na partnerski odnos, je pa seveda v največji meri odvisno od tega, kako kvaliteten ta partnerski odnos v osnovi je, a ne. Koliko je bilo že zgrajenega zaupanja, povezanosti, skupnih izkušenj, ki nas povezujejo in predstavljajo nek most, da se prebrodi tisto najtežje začetno obdobje, a ne. In se potem izkaže, a bo partnerski odnos zdržal to novo preizkušnjo, a ne, a bo lahko partner bil sposoben tej osebi nuditi naprej podporo, a ne, ali ne, a ne. Imamo pa te izkušnje, no, da ljudje, ki povejo, da so šli čez to začetno obdobje, a ne, pove tudi partner, da je sam veliko pridobil s to celo boleznijo, a ne, in gre v bistvu skozi isti proces osmišljanja in pa novih vrednot in pa nekih novih pogledov na svet, a ne, ki jih pridobi čez to težko izkušnjo, ki jo daje čez partner, a ne. In v teh primerih še toliko bolj izrazito vidimo, da je v bistvu tudi za partnerja ta izguba zdravja, do katere prihaja, zelo, zelo nek težek, boleč proces, a ne, ki pa lahko ima tudi neko pozitivno stran, a ne, se pravi, da se najde tudi nekaj svetlega v celi preizkušnji, skozi katero sta partnerja šla.